Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate predstavitev knjige Ruska fronta, revija pevskih zborov Društev invalidov Slovenije, 40 let aktiva kmečkih žena Slovenska Bistrica, tudi v Slovenski Bistrici odločno proti zakonu, literarni večer s Tomom Podstenškom, odprtje razstave Lokalne gline in dediščina, nogometaši Bistrice premagali Krko. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli četrtek gostili literarni večer, na katerem so predstavili knjigo Ruska fronta. Knjiga je nastala na osnovi rokopisa Janeza Prejaca z naslovom Življenje vojne vihre 1942-45. Temelji na avtentičnem pričevanju Slovenca, mobiliziranega v nemško vojsko v drugi svetovni vojni. Opremljena je z dokumentarnim gradivom in fotografijami. Uvod v knjigo je napisal Milan Rakuša, uredil in oblikoval pa jo je Blaž Prapotnik. Mi smo potem seveda to knjigo dodali, tako v zbir teh pričevanj, in to je pa nastalo na osnovi muzeja, na osnovi zgodovinske te knjige, ki so imeli, to je zanimivo, da so imeli doma sinovi shranjeni v en tak štum slavito, hvala Bogu, da je bilo shranjeno, ampak kaj je pa pomenljivo, da se premalo zavedamo pomembnosti tudi publiciranja teh. 3 sinovi, eden je profesor zgodovine, sicer to je pokoj, in ni imel on toliko čuta, da bi svojega očeta, spominski zapis, ki ni bil več anatema, zdaj v današnjih časih, o tem lahko govorimo, tukaj po vojni so seveda to skrili, pa dali, ne vem, na nadstreši, da ni on tega iniciral, tako je pa Milan, ko je to zagledal, rekel, to mora biti iti med ljudi, to mora biti sploh za tiste, ki nas zanima, pa za one, ki jih pa ne, pa da zgodovinski spomin ne utrpije, ne lukne, ki jih je marsikaj še. In to je zdaj ta originalni, trdo vezana knjiga, možak si je celo natisnil gor Janez Prejec, muzikant, podpisal, kdaj je zaključil, in to je bil njegov rokopis. In to po poglavjih pisano, živahni jezik, in to je tak unikum v literaturi, da se je človek imel to tudi, ker je bil razgledan, tudi kasneje bil še knjižničar, zelo tak kšajt, če rečem pa domače. Enostavno, ko smo se videli pogovarjala, tudi zaradi te sporednosti njegove zgodbe, to je bil oče tvojega sošolca, oziroma znanca. Tako, očetna sta bila tudi tako imela s tem Faltjakom je dal knjigo, dol prebrati, pa tudi moj oče pa njegov oče sta bila znanca. Tako da sem poznala in to se vse skupaj navezuje. S tem, da naj povem, da to knjigo smo zdaj seveda dali v hrambo v knjižnico v Ljutomeru, kjer smo brali v posebno omaro, notri odporno in pa na določeni temperaturi, tako mora biti sicer ta revers za 100 let, ampak vemo, da je tam, vemo, da je zdaj pa to hranjeno. Pa še to naj povem enostavno, da je literatura, tako napisana z Ruske fronte, ali pa vse iz vzhodnega dela je zelo malo. Iz zahodnega dela je te dokumentacije še kar nekaj ostalo, iz vzhodnega dela pa praktično ni, to je ena izmed redkih pričevanj. Vse gledamo filme, vidimo filme, eni drugi, samo to so ponaredki, to je pa res original, vse napisano, pa tako se stvarno dogaja. Ker tam gre bolj za umetniško svobodo, to je pa kot dnevniški zapis, oziroma ni pisal vsak dan sproti, mogoče tudi imel kakšen zapis, katerega zdaj ne vemo točno. Ampak Janez Prejec je to vse sam zabeležil in je to avtentično. Potem se videla pogovarjala ravno zaradi teh sporednih zgodb, da bo Milan želel tudi predstaviti zgodbo svojega očeta noter v knjigi, to je v predgovoru s temi fotografijami. Tu vidimo Janez Prejec na prvo leto vojske, ko so ga poklicali, na zgodni fotografiji je Stanko Rakuša, oče Milano na desni, še v stari jugoslovanski vojski. To je zanimivo, to je tudi bolj dizajn te knjige na naslovnici. Rakuš je bil v 3 vojskah, stari jugoslovanski, v nemški, pa še pol v JNA. Tako da
da komu v kratkem času, to so 3 škornji na naslovnici, sicer so prazni, kar ima tudi zlovešče nakazuje, kaj se je zgodilo s vojakom, da so prazni škornji. V športni dvorani v Slovenski Bistrici je preteklo soboto potekala 27. revija pevskih zborov Društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije. Nastopilo je 17 pevskih zborov. Revijo je organiziralo Društvo delovnih invalidov Črešnjevec. V soboto 10. maja je aktiv kmečkih žena Slovenska Bistrica praznoval častitljivo 40. obletnico delovanja. V vseh teh letih so članice aktiva, ki jih je trenutno 30, svojo predanostjo, znanjem in povezanostjo pomembno prispevale k ohranjanju kulinarične in kulturne dediščine kraja. Njihove vrste združujejo generacije žensk, starih od 33 do 96 let, kar jim daje edinstveno moč pri prenosu znanja in izkušenj. Danes smo se zbrali celotno društvo, v društvu nas je 9 aktivov, so se kar dobro odzvali temu vabilo, tako da smo se pripravili z pečenjem vsega tega, kar smo pa že razstavljali na raznih prireditvah, kjer smo dobili tudi lepa priznanja. Nekako smo srečne, da se dobivamo, da smo skupaj, ko lahko nam kdo reče karkoli, kakšne kanapeje, z veseljem ustrežemo, se podružimo, se nasmejimo in to je to. Pa je tudi dosti mlajših generacij in kako jih spodbujate pri tem, da se udeležijo? Ja, tudi prihajajo mlade, sicer je to bilo malo težje, ampak postopoma ena za drugo, ko je prva vstopila, je peljala spet svojo kolegico in tako se je to razširilo. Smo vesele, bi še jih rade več, ker bi rade našo znanje potic res prenesle na njih. Aktiv se dejavno vključuje v lokalno dogajanje, pripravlja kuharske tečaje in sodeluje na številnih prireditvah. Če nas bojo kjerkoli povabili, dobro sodelujemo s Ticom, ko nam povejo, da je kakšen sejem ali karkoli, se zelo rade udeležimo, ker tudi znamo prodati. Med pomembnejšimi dosežki zadnjih let je tudi soustvarjanje knjige Po domu zadiši, ko kuhaš naše jedi, ki predstavlja dragoceno zbirko tradicionalnih receptov in zgodb, povezanih z domačo kuhinjo. Svojo dejavnostjo članice aktiva dokazujejo, kako pomembna je vloga podeželskih žensk pri ohranjanju identitete in utrjevanju skupnosti.
Volivci so na nedeljskem referendumu z 92,52% glasov zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Dosežen je bil zavrnitveni kvorum, volilna udeležba je bila po delnih neuradnih izidih 25,93%. V volilnem okraju Slovenska Bistrica je bila volilna udeležba 31,76%. 7542 volivcev oziroma 94,64% volivcev je glasovalo proti zakonu, za pa je bilo 427 volivcev oziroma 5,36% udeleženih na referendumu. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili literarni večer s Tomom Podstenškom. Avtor je podrobneje predstavil svojo knjigo Sprehod z neznanko. Sprehod z neznanko je zbirka kratkih zgodb, namenjenih širšemu krogu bralcev. Zgodbe so realistične in prinašajo najrazličnejše vsebine. Z gostom se je pogovarjala Mojca Plaznik-Plavec. No, te zgodbe v tej zadnji zbirki se mi zdi takšne, da so namenjene širšemu krogu bralcev. Zdaj, če primerjamo recimo z zbirko Zgodbe za lažji konec sveta, se mi zdi, da je tole vseeno malo da bralci, malo ožji krog bralcev bi posegal po tem oziroma se prebil do konca kot pri Sprehod z neznanko. Nekako se mi zdi, da je bolj Sprehod z neznanko namenjeno širšemu krogu ljudi, kot tale. Zanimivo, da si naredila primerjavo med tema dvema knjigama, ki sta pravzaprav nastajali približno v istem času. Zgodbe so nastajale nekako vzporedno v obdobju nekaj let. In potem najprej sem iz tistega materiala, ki sem nabral, sestavil to knjigo. Tisti glavni kriterij, po katerem sem razlikoval, sem naredil to delitev na eno zbirko in na drugo zbirko, je bila pa pravzaprav ta fantazijskost. Se pravi, vse zgodbe v knjigi Zgodbe za lažji konec sveta imajo nek nadrealen ali pa fantazijski element, ki naredi nek tak preobrat. In mogoče to res ni vsakemu bralcu blizu. Medtem ko v Sprehodu z neznanko pa so zgodbe, ki so vsaj v teoriji možne. Mogoče ostajajo v okviru tega realno možnega po nekih fizikalnih in drugih zakonitosti vsakdanjega življenja. Tako da ja, mogoče so to bolj realistične zgodbe, to so pa kot rečeno zgodbe, kjer je več teh fantazijskih elementov, več malo bolj odštekanih zadev. Ja, zdaj v obojih, torej in v zgodbah za lažji konec sveta in v zgodbah iz zbirke Sprehod z neznanko pa najdemo tudi veliko črnega humorja in ironije. Ja, mislim, da je to kako ti to uspeva zdaj? To je, se mi zdi... Verjetno to čist moja osebna karakterna lastnost. To je pravzaprav nek tak ventilček, mogoče malo, ker toskrat se te zgodbe dotika tudi kakih precej traumatičnih zadev. In potem je to mogoče nek ventilček, ko šalo pač malo lažje, ali pa s črnim humorjem malo lažje prebrodiš določene zadeve. In tudi bralcu pustiš malo, da malo zadiha, se malo nasmehne. V razstavišču Centra domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica so preteklo sredo odprli razstavo Lokalne gline in dediščina, na kateri so predstavljeni izsledki 3-letnega proučevanja vzorcev v glini iz Posočja in Krasa. No, to je projekt, ki ga so ustvarjalo Goriški muzej in pa Klub Keramikov Kanal že od leta 2020 naprej. In pri tem so nas podprli tako Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Ministrstvo za kulturo in pa tudi nekatera lokalna podjetja. No, mi smo se pri tem našem sodelovanju, kot že sam
naslov razstave pove, obračali na eni strani k dediščini, se pravi k temu, kakšna je bila raba gline in pa izdelava keramike nekoč, in seveda na drugi strani k lokalnemu okolju. Zdaj, člani te naše delovne skupine smo doma, bom rekla, med Posočjem in Krasom in nas je zanimalo, kje v našem domačem okolju lahko glino najdemo. Kje jo najdemo, pa tudi pravzaprav na kakšen način jo najdemo, kakšne so njene lastnosti in pa zakaj bi mogoče to glino lahko danes uporabili. In ste potem videli, smo tekom našega projekta nabrali že kar krepko preko 50 vzorcev različnih glin in jih tudi testirali. V ta namen smo izdelali veliko število tako testnih kosov kot unikat izdelkov, tako da vi boste danes videli en del tega, kar je tekom vseh teh delovnih uric nastalo. In zanimalo nas je pa zelo različno, se pravi vse te lastnosti glin, od barve do kako se oblikujejo te gline, ali lahko te gline uporabimo naprimer za izdelavo kakšnih večjih izdelkov, ali so bolj uporabni mogoče za kakšne dekorativne premaze. Potem, kako se jim lastnosti spreminjajo, ko jih žgemo na različnih temperaturah, kako se jim lastnosti spreminjajo, ko jih recimo mešamo med sabo, ko jim dodajamo različne snovi, naprimer kremenčev pesek, organske snovi in tako naprej. Skratka, kar veliko stvari smo poskusili in nekateri rezultati so kar obetavni, lahko rečem. Razstavna postavitev obsega geološki oris območja, kratek pregled rabe gline in izdelave keramike med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom ter zgodovine lončarstva in opekarstva od poznega srednjega veka do vključno 20. stoletja. Zadruga Centra domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica je razstavo odprla v sodelovanju z Goriškim muzejem in klubom Keramikov Kanal. V drugi slovenski nogometni ligi je bilo med delovnim tednom odigrano redno kolo prvenstvenih obračunov. V 27. igralnem dnevu je v Slovenski Bistrici gostovala ekipa novomeške Krke. Dvoboj, lepše zveni izraz srečanje, 6. in 9. uvrščene zasedbe je pred številnimi gledalci postregel s 3 zadetki. Gol več so dosegli gostitelji, ki so zmagali z 2-1. Je pa seveda še ena dobra tekma v nizu, dobra igra. Vedeli smo, da smo igrali 2x0-0, čeprav smo imeli ogromno priložnost. Danes je bilo, da smo samo postavili piko na i in jaz mislim na koncu zasluženo zmagali Krko, ki je dobra ekipa, ki je dobro selekcionirala, ampak na koncu smo mi spet pokazali svojo kvaliteto in zasluženo zmagali. Nogometaši Bistrice v standardni rdeči športni opremi so v tekmi povedli v 25. minuti, ko se je med strelci opisal 23-letni Hrvat v ekipi bistriške zasedbe Ivijan Svržnjak. Pa da, jaz sem dal žogu za Reca, Rec je iz prve proslijedio za Brumeca i nastavio sam kretnju, dočekuje na povratno i nakon što je Stane pogodio prečku i mirno pospremio žogu u gol. Domači se niso dolgo veselili težko priigranega vodstva v tekmi. Dolenjci so po kotu v 29. minuti spretno izkoristili ponujeno priložnost. V polno za 1-1 je zadel Andraž Lipec. Svoj delež k igri Krke pa je do 65. minute prispeval tudi Nika Pun, igralec s prvoligaškimi izkušnjami. Ja, danes sem imel občutek, da je bila tekma nekako enakovredna, da iz ene in z druge strani je bilo nekaj priložnosti in iskreno mislim, da bi bil neodločen izid najbolj realen. Igralec z bogatimi prvoligaškimi izkušnjami svoje znanje dokazuje v drugem razredu slovenskega nogometa. Ja, jaz odkar sem v drugi ligi moram reči, da sem pozitivno presenečen nad nivojem in kar se tiče fizične, taktične, tehnične priprave igralcev. Ko sem bil prvi, sem malo mogoče podcenjeval to ligo, tako da vse pohvale in mislim, da tudi druga liga se razvija, tako kot tudi prva in slovenski nogomet. Zmago Bistrice z 2-1 je prenesel tokrat rezervist Rok Frešer, ki je v igro vstopil na začetku drugega polčasa.
S tem golom pa je pokazal svoje osebne kvalitete, tako kot igralca kot strelca. Mrežo gostujočega vratarja Čadeža je stresel v 61. minuti tekme. Pa ja, vsakič sem zadovoljen, ko lahko zabijem zadetek, najbolj pa, da smo zmagali, to je najbolj važno in 3 pike, da ostanejo doma. Uvod v tekmo med Dolenjci in Štajerci sta s priložnostmi začela najboljši strelec lige 16 goli Krapuhin v 3. minuti in 3 minute kasneje Enej Marsetič. Krkaši so odgovorili z obetavnimi akcijami, od 9. pa vse do 20. minute, ko je svoj strel preizkusil Nik Kapun. Med 25. in 29. minuto je 250 gledalcev videlo oba zadetka v prvem delu igre. Strelca pa, kot smo že omenili, Svržnjak in Lipec. Pa prvo poluvreme da oni su nam više držali žogu nego mi smo pokušavali na neke kontre, a drugo poluvreme dok je Rok ušao u igru, smirili smo, stali smo na žogu, odigravali akcije i mislim da nam nisu stvorili drugo poluvreme ni jednu ozbiljnu šansu i zasluženo smo pobjedili danas. V 37. minuti strel Trdina. Za več kot 1-1 po prvem delu pa sta bila v tej akciji prenizka Krapuhi in Marsetič. Vstop v igro Frešerja v drugem polčasu je takoj prinesel napredek v igri domače zasedbe. Pa ja, neka taktična ideja našega trenerja, kako mu vedno uspejo, tudi tokrat je zadel v polno in zmagali smo. V 52. minuti na delu Svržnjak in Krapuhin. Pobeg Bičaniča v 55. minuti gostom ni prinesel spremembe rezultata. V 57. minuti Jelen nenatančen. Lep gol Frešerja v 61. minuti je bil predhodnica lepega poizkusa z glavo Trdina. Zelo aktivni so bili zeleni med 71. in 74. minuto. Friedrichu je v 88. minuti zapretil rezervist gostov Nadarevič. V sodnikovem dodatku pa so zmago rutinsko ohranili varovanci Roberta Pevnika, ki so v dosedanjem poteku dosegli 11 zmag, 12 remijev in doživeli samo 4 poraze. Pa dobro, bom rekel, malo grenkega preokusa. Jaz mislim, da nas ta nogometna sreča to sezono ni toliko spremljala, glede na to, kako smo odigrali tekme, koliko točk bi lahko več imeli, ampak ekipa se stara, ekipa je dobro selekcionirana in jaz mislim, da je zdaj čim prej na prvem mestu uprava, da se opravijo razgovori in da še gledamo lepšo Bistrico, boljšo Bistrico v naslednji sezoni. Do konca prvenstva so torej še 3 krogi, ker je v igri še velikih 9 točk.